In zdaj se vrneva nazaj na vse mehke veščine, pa na vso izobraževanje, ki smo ga pridobili tekom naše rasti. To, da znaš pomiriti človeka kot odvetnik in ne samo, da mu daš pravni odgovor. To, da iz sestanka izideš s kompromisom, s katerim so vsi zadovoljni. To je dodana vrednost, ki na koncu bo odločala o tem, ali bomo prisotni zraven, ali nas bo zamenjal AI v celoti. Tako, cel storitveni sektor, kjer delamo z ljudmi, ni neposredno direktno ogrožen. Tam bo še vedno ogromen enih služb, pa tega, ker tam rabiš te mehke zadeve. Drugje pa, prebrati en zakon, pa ven pobrati neke člene, se pa bojim, da ne bi na to stal v prihodnosti. No, tako. Korporacije. Ja. Urbana legenda oziroma kar neka, rečemo sveta resnica, korporacije so počasne, toge, ohromele. Je to res? Oziroma, a lahko imamo veliko korporacijo, ki to ni? Torej, počasna, toga. Ne vem, zdaj dava primer AI-ja, no. Jaz pri velikih strankah sem bil okrog in povsod so bolj kot ne politike, kako AI med zaposlenimi omejiti. Tukaj obstaja nek blazen strah, da bodo neke občutljive informacije šle ven in potem imajo še te neumne zadeve, da jim nič plačljivega ne dajo, ker tam ti garantirajo, da ne bo šlo ven, pa ljudje zraven tako. To nažalost ne, ampak vse to je normalno. Večji sistem rabi več, da se prilagodi in zateče, zalaufa, tako da jaz mislim, da je tukaj v bistvu ogromen potencial za podjetniške priložnosti. Ker bojo pač lahko podjetniki, ti boš lahko danes, nekdo, ki ima 100 ljudi, boš ti lahko kot en človek sam vse naredil, ne? In zdaj on počasi ne bo več konkurenčen. A lahko? Odgovor je pa absolutno da, ampak je to odvisno od podjetniškega naboja predsednika uprave, po mojih izkušnjah. Če je, jaz temu rečem, velik medved, ki zelo močno zaropota, da se morajo stvari spremeniti, pa se bojo od spodaj navzgor, se pa ne. Smo pri vprašanju, ki mene vedno znova se vprašam, kako je sploh možno, da nekdo, ki je podjetniški medved, pristane na tako pomembnih funkcijah. A se to ne vidi že na poti njegove rasti na vodstveno funkcijo? Ali pa na A da bi ratu to, da je nekdo medved, da je absolventen, Aha, ne, kle so se narobe v medvedu, jaz medvedom, to je en vic, ki je Zajček diplomiral, pa je bil, pa ga je diplomiral je s temo Volk je idiot, ne. In ga je potem hodil po gozdu in mi je to razlagal, ne, in potem ga volk sreča in reče: "Kaj boš zdaj ti, kaj si to meni?" In mu ta pove: "Jaz sem diplomiral Volk je idiot, ne." In v tistem se grm odpre in stopi ven medved in zagrabi volka in ga točno. In pol nauk je, ne, ni važno, kako glupa je tema, važno je, kdo je tvoj mentor, ne. In jaz tega medveda pozitivno v tem kontekstu. Drugače pa odgovor na tole sem pa jaz videl, to je pa rak, ne. Ko ti v podjetju, v celi strukturi, ko se ljudje gor lezejo, dovoliš enkrat v zgodovini, da se nekje rakava celica vzpostavi, se pravi, nekdo pride k moči, ki nima interesa dobrega za firmo ali pa dobro za ljudi ali pa da razvijati produkte, ampak neke svoje stvari bo on gradil pod sabo isto strukturo, in če to enkrat prevzame, pol in tega ni malo. Tega ni malo. Je pa meni zelo zanimivo, ko hodiš okrog vsaj uspešnejših podjetij, so na tem C-nivoju, to, ki so uprava pa to, so en zelo specifičen tip ljudi, to niso enaki. Te od spodaj ne vejo, kakšen moraš biti, da gor prideš. To so malo bolj kavbojci ponavadi, no. Tako malo bolj podjetniki, ker če ne gre naprej. Izgorelost, malo sva se že dotaknila tega, pravzaprav že čisto uvodoma. Izgorelost in optimizacija procesov oziroma učinkovitost. Gre to z roko v roki ali se to med sabo izključuje? Ne, absolutno gre z roko v roki. Če imaš otroka, jaz trdim, da cilj vzgoje otroka je narediti otroka, ki starša ne potrebuje. Ne? Ti ga želiš vzgojiti, da zna iti sam čez cesto, da zna tam, ne. In če narediva primerjavo s firmo, je namen izgradnje podjetja zgraditi stroj, ki podjetnika ne potrebuje. Če sem jaz lastnik, jaz sem zmagal kot podjetnik takrat, ko ta firma mene ne potrebuje več. In če mene ne potrebuje, pol jaz ne bom izgorel, ne. Bom pa definitivno izgorel, če sebe vgrajujem kot centralni del sistema in pol firma raste. Ker če sem jaz pomemben kolešček, če bom rastel, slej ko prej me bo zmanjkalo. A to delamo
v povprečju na zavedni ali nezavedni ravni sebe ugrajujemo Ne, kot po mojem nezavedni. Če zavedno upam, da po mojem je bolj ta nezavednost. nezavezno zaradi strahu ali zaradi tega, ker želimo, ker smo kontrol friki? Ja. Ja? Oboje. Saj je težko, delegirati je težko. Najdeti ljudi, postaviti sistem, ki deluje, to je najtežja stvar, ki jo lahko kot podjetnik narediš. In zaradi tega pač do tega prihaja, po mojem. Je pa to zavedanje, da tega nočem, je po mojem, ko se enkrat tega zares zaveš, pa si naredil to podjetniško terapijo čez. Se pravi, da bom jaz nezamenljiv. Ker otroci, ki zrastejo, pa jim še vedno potrebujejo mamo pa očeta, da jih za rokce držijo zraven, to res ni lepo videti, no, ampak firma je pa podoben. Tako da. Ker meni se včasih zdi, da je to na nek način statusni simbol. Toliko imam dela, da se ven ne vidim. Delam do 11 zvečer, Ja. nič ne morejo brez mene. Ja. Jaz sem tista, ki moram v bustvu požegnati vsako odločitev. To so isti ljudje, ki pol na koncu mojih delavnic pride do mene, si omenil, da si imel terapevta, a mi daš kontakt. Mislim, jaz bi lahko tule, ne bom, ampak zgodbe so, mislim, ne tega delati, ker to je lahko nek kvazi družbeni pritisk, pa neki, ampak tudi ne si BMW-ja kupiti, če ti BMW ni všeč avto, ne. Ali pa živeti, ne vem, v Rožni dolini, če ti tam ne paše, pojdi na vas, ne. Tako, ljudje, tule je ta čredni nagon in te črede tovrstne so nevarne, no. Tako. Na nek način lahko rečemo, da je to čredni nagon, lahko pa rečemo, kaj drugega ti pa ostane za tvoj notranji občutek pomembnosti, veličine, Ja, mislim, jaz sem se s to temo egota pri ljudeh relativno pozno srečal, ker jaz tega recimo res nimam. In pol, ko srečaš ljudi, ki je sposoben sprejeti odločitev, ki je slaba, samo zato, da Da jo bo on sprejel. jo bo on sprejel. Meni je to tako, sem bil naiven, mi ti tako, kaj se je zdajle pravzaprav zgodilo? Gre tudi za to, da ljudje sprejemajo odločitve zato, ker ko jo bo sprejel nekdo drug in bo odločitev dobra, je izredno slabo zate, da ni prišlo iz tvojega zelnika. Nekdo drug je predlagal dobro odločitev. Ja, ampak jaz dam tule vedno primerjavo, ne. Če si greš učit nek malo bolj kompleksen šport kot že starejši, ne. Imaš lahko dva tipa učiteljev, enega, ki te v dol tlačil pa te zmeril, ali pa enega, ki bo ful vesel zate vsaka stvar, ki ti uspe, ne. In te vprašaš, kateri je bolj psihološko stabilen, ne. Moj terapevt je, jaz nisem veren človek, ampak on je pa vedno dajal te biblične, je rekel, glej, Gospodova miza je polna, ne. Če si ti samozavesten pa tako, ti privoščiš vsem okrog tebe, da so siti pa zadovoljni, ker je to glavni pokazatelj. In tukaj je pa razlika med, jaz vedno rečem, med mojstrom pa mentorjem, ne. Tako, mojster hoče vse zase, mentor pa želi tvoj uspeh. In tole, ne, da bom jaz zato, ker je nekdo drug prav naredil, kaj pa z mojo samozavestjo, Mene ni zaradi tega čisto nič manj. Če je nekdo drug srečen, zadovoljen, če je pohvaljen, ni mene čisto nič manj. Še posebej, če smo znotraj iste organizacije. Tako. Odpuščanja. Ja. Odpuščanja v kontekstu vitkih organizacij in tudi v kontekstu uvajanja umetne inteligence. Ja, Kakšna je prihodnost? Okej, najbolj jasna ne vem, nimam steklene krogle, ne, vidim, da je do tega blazen odpor v Spet smo pri Sloveniji. Strahu pa še kulturi zraven, ampak če pogledate demografijo, samo zemljevid držav in spremembo prebivalstva v zadnjih 20 letih v tem delu Evrope, je Slovenija, mi moramo biti zelo srečni, ker pri nas smo približno ohranjamo. Vzhodno od nas, na Hrvaškem je, ne vem, 500 000 ljudi šlo, jih ni več. V Srbija, Bolgarija in tako naprej. In cela Evropa, cel svet ima trend, da bo ljudi vedno manj. In ti ljudje bojo vedno starejši. Ja, hvala Bogu, če uspemo koga odpustiti, bom zdajle grdo rekel, ali pa da nima več te službe, bo lahko šel delati nekaj drugega, ki bo bolj za njega in bolj za družbo. Tako da jaz še dobro, da se ta AI pa vse tole zdajle dogaja, ker če ne bi imela Evropa strukturno, ali pa cel svet bi imel strukturno blazne težave to zrihtati, jaz sem pa optimist, da mi bomo zlahka z resursi, ki jih imamo, se še boljš imeli čez 20 let, zaradi tega, ker imamo sredstva, da to naredimo. To je pa zanimiva teza. Torej, zaradi AI-ja nam ne bo zmanjkalo ljudi, ker sicer bi nam jih zmanjkalo. Ne samo AI, predvsem avtomatizacija plus AI. Ja, definitivno. Saj nam že zdaj manjka, saj Slovenija ima najnižjo brezposelnost v Evropi, skoraj pa ne vem koliko tu, čez 100 000 delovnih dovoljenj.
Enkrat bo problem, ker tudi teh ne boš mogel več pripeljati. In zdaj, pač hvala Bogu, če nekje, ki nas je bilo 20, je zdaj samo še 5, ker imamo mi službo, če greš danes ven, boš službo dobil tako, če jo hočeš, je takoj tukaj. Ok, zdaj, če smo ravno v podcastu Hudičev advokat, pa če sem lahko zdaj jaz za minuto Hudičev advokat, kje v Kibubi trenutno najbolj kršite načela vitkega poslovanja? Kovačeva kobila je brutalno Bosa, vedno in povsem. Ja, je težko, ne. In jaz mislim, da je po mojem najbolj v globinskem razumevanju, kje se ustvarja pravzaprav vrednost, pa v tem, da določenih vzorcev teh navada je železna srajca, ne uspemo čez prideti. No. Tako da jaz nikoli, vedno pravim, ko predstavim svojo firmo, rečem je, da to ni najuspešnejša firma na svetu in zagotovo tudi nikoli ne bo. Verjetno smo pa relativno kar nekaj zrasli, tako da smo dali čez stvari. Drugače pa prostora za optimizacijo ogromno. Jaz zdajle, ko bom šel domov, če imel še kaj časa, imam 5 idej, kaj bi bilo še za popraviti. Tako da. No, zato se tudi ne ukvarjate samo z eno stvarjo, se ukvarjate z različnimi in na vsakem od teh vlog v bistvu izpopolnjujete ali pa delate druge stvari. Saj smo povsem enako. Ja, saj to je spet vprašanje, je to koristno ali odpadek, ne? Ker če bi jaz ves fokus dal na firmo, recimo, ne, bi bila verjetno firma danes večja, samo to je pač življenje gre svojo pot, ne. Pa veselje, pa interesi, Seveda. pa Veselje, interesi, impulzi, hipne odločitve, tako. Za nazaj je lahko biti general, takole pa, kar se mene tiče, vse v redu. Tako da, to je to. Najlepša hvala, Rok. Ta pogovor mi je v bistvu tako zelo, ne bom rekla segel v srce, ampak jaz mislim, da je ravno zato ta del tvojega poslovanja zelo uspešen, zato ker se najdemo noter, čisto vsi se najdemo tako ali pa drugače. In zdaj samo vprašanje, kaj bomo s tem naredili? Mislim, jaz bom tako za konec kruto rekel, ne. Rekel, moje spoznanje firm in vsega je, da vsaka podjetje zraste do praga nesposobnosti svojega ustanovitelja. In nesposobnosti se ne premaguje s tem, da delam več. Kako se pa nesposobnost premaguje? Ja, da ugotovim, da je treba delati drugače. Oziroma, da nekdo stvari, kjer nisem kompetentna, dela namesto mene. In da se obkrožim z bolj sposobnimi ljudmi. To je ena stvar, pa da si vzamem čas biti pameten. No. To je pa da jaz si zavestno rečem, bom imel čas za to, da bom stvari, kako jih delam, v resnici izboljšal. Iskrena hvala za ta pogovor. Mi se pa slišimo in vidimo čez 14 dni. Hvala, lepo se imejte. Čau. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.